plačati. Si pa rekel v enem izmed podcastov, ki smo jih delali, da če bi pa prišlo do težav, da bi recimo se spopadla s kakšno navijaško skupino na ulici, bi pa rad imel njega obstati. Absolutno na tribuni posod bi ga rad imel. Zanesljiv, stabilen, čvrst fan, tako v kletki ringu, kot najverjetneje tudi na ulici. 5-minute rounds. Your referee in charge when the action gets underway, Mr. Ilija Lučić. Introducing to you firstly in the blue corner, age 31, he stands at 173 centimeters tall. His excellent record of 15 fights with 10 wins and 5 losses. He's representing Planet Eater Gym from Germany. Please welcome Mert Ozildirim. And opposing him, fighting out of the red corner on the other side of the cage, he's aged 30, standing at 175 centimeters tall. His record an excellent one, 5 fights, 4 wins and only the single defeat. Representing American top team Zagreb from the beautiful country of Croatia, where he's known as Turkey, it's Ivan Sicaja! Fighters to the center, please, for your final instructions. Še zadnja navodila sodnika v kletki. Gentlemen, you know the rules. Fight clean. Listen to my commands at all times. Keep yourself protected. Touch gloves if you want. Step back. Poglejmo si podatke. Leto starejši je Ozildirim, 2 cm višji je Tirke Ivan Sicaja. Ivan Sicaja 4 zmage, 1 poraz, na drugi strani Ozildirim 10 zmag, 5 poraz, oziroma Ozildirim, kot ga je naš tonski mojster Sašo Prešeren označil, turški Jorge Masvidal. Ja. Ali pa Jorge Masvidal iste muje, ne? Tako. Na hitro. Dobivam občutek, da morda v parterju manjšo prednost Ozildirimov, medtem ko Sicaja, če bo uspel zadržati borbo na sredini kletke, na nogah prednost, kar se samih udarcev tiče. Čeprav Ozildirim lep pohod, ni posilil s klinčom, očitno mu ta, predvsem boks na kratki distanci leži. Tudi hitre roke ima Ozildirim. Sicaja se je nazadnje boril tako kot njegov brat, seveda v Sarajevo lani decembra, takrat je po večinski sodniški odločitvi premagal Nemanjo Todorovića. Edini poraz je, oprosti, ker te prekinjam, doživel Tirke proti odličnemu Izraelcu Italiju Tratnerju, ki pa je pri nas tukaj v Stožicah v Ljubljani doživel brutalen knockout proti Jordanu Bartonu. Fantoma se mudi nekam. Ja, mislim, da je danes, da ima Sicaja pred seboj zelo težkega nasprotnika. To, če danes oddela dobro. Opa, lep poskus komolca. Koliko lasje tukaj motijo Ozildirima? Vse skozi jih ima v očeh. Naj bi motilo, mislim, da njega ne, ker je navajen. Samo navada je tu. Mislim, da je navajen tega tudi iz treninga. Dobro, Bojan, tudi jaz sem imel pred leti tako dolge lase, kot jih ima Ozildirim, nisem pa imel tako gostih, to pa je res. Dobra levica Ozildirima. Nekajkrat si opazil, takrat pri vhodnih korakih Sicaja vedno nastavlja komolec, kar je zelo, zelo dobra in pa nevarna tehnika. Sploh proti nekomu, kot je Ozildirim, ko želi s temi krošeji napadati in zelo blizu pride s samim obrazom. Ja, pol distanca odgovarja Sicaji. Mislim, da Ozildirim potrebuje bližino. Sicaja nizko spuščene roke, včasih dobimo občutek, da prenisko. Ja, to so te prenisko spuščene roke. Hitro zapre Ozildirim distanco. Mislim, da bi v takšni borbi znala pretehtati tudi kondicijska pripravljenost. Kdo bo bolj svež, recimo, v 3. rundi, če bomo do 3. runde prišli? Ja, se strinjam. Pa ne zato, ker bi bil preveč utrujen, da bi se boril naprej, ampak se začne drugače boriti. Ja, in pa kdo bo lahko držal višji tempo? Gibanje, predvsem gibanje. Mislim, da pri tistemu, ki se prvi utrudi, se bo tudi gibanje spremenilo. Ko se gibanje spremeni, bo začel biti veliko lažja tarča za nasprotnika, ki bo imel še vedno ta poskočen korak. Oba zelo lepo gibanje imata. Parterju. Ozildirim bi moral mimo nog, mislim, da tu Sicaja dela kar nekaj težav tako s hrbta v slogu Mirana Fabena. Če lahko se spomnim našega borca v borbi proti
Spahoviča, katerega bomo danes gledali v glavni borbi večera, enostavno ravno tako v gardu, z hrta v Sarajevo praktično naredil tam največ škode, razsekal praktično domačina, na to pa na nogah zaključil vse skupaj. Ja, ne, Ozilderim previsoko dviguje kovke, mislim, da je to pravilo veliko bolj učinkovito, vsaj za gravne pound, se pravi za udarce, nizko spustiti kovke, visoko dvigniti ramena in pa prsa in to Ozilderim ravno obratno, narobe dela. Nič škode ne povzroča, mislim, da to vse sodniki tudi vidijo. Ja, ampak je vendar v dominantnem položaju, pa ni bilo situacij, ko bi bil nekdo izmed borcev v prednosti vstoje. Se strinjam, vendar se tu tudi veliko troši. Ves čas se z dvignenimi kovki rine naprej v nasprotnika, tu se po mojem mnenju troši bolj kot pa nasprotnik. Opa, ja, malenko se je zapletel v kratke hlače s palcem Sičaja. Ne, pričakoval sem več od Ozilderima, enostavno koliko ima, mislim, da ima 5 zaključenih borb s prekinitvijo ali 4? 6. En knockout in pa 5 podreditev. 5 podreditev, tako. Pričakoval sem, da bo v parterju bolj fluiden, da bojo tranzicije lepše. Ja, je pa res, da nisva spremljala njegovih prejšnjih borb, morda pa vse skozi, oziroma je prišlo do situacij, ko je tekmeca ranil stoje, pa potem zaključil v parterju. Kajti zaenkrat ne deluje, da bi si lahko z tega položaja priigral kakšen položaj za morebitno podreditev. Ne, ni mi čisto jasno, zakaj toliko rine v, bom rekel, v prsa, v zgoran del. Dobro. Opa, točno to. To je ta v bistvu koncept elevator sweepa, ko nizko spusti ramena, vrat kontroliraš in pa dvigneš kovke. Opa, globoka kiljotina, ni zaklenil noge. Ja, to ga je rešilo. Ni kontroliral nasprotnika, lepo. Še nekaj izmenjavo po zadnji sireni. Seveda, sirena je znak za sodnika, da borba prekine, dokler sodnik ne vskoči med oba borca, se borca enostavno borita in vedno je pravilo, ne, protect yourself at all times, torej vse skozi se moraš braniti. Prva runda za Nemca, ne. Ampak je težka runda za Nemca. Ampak mislim, da vendarle zaradi te kontrole v parterju, kljub temu, da ni naredil prav veliko škode, je Ozilderim tole runda ukradel. Ja, ampak bi te presenetilo, če bi kakšen od sodnikov pripisal rundo Sičaja? Malenkost mogoče. Res? Ja. Ta komovca, te komovci, lepo je delal to. Lepo in večkrat rečemo škoda. Tudi režiser več ali manj kaže situacijo, ko je Sičaja zadeval udarce. Kaj pa vem, če se to pravilo bere tako, kot je pisano, da je škoda tisti prva točka, katero morajo trije stranski sodniki nekako gledati pri tem, ko podeljujejo točke po koncu vsake runde, bi vseeno nekako dopuščal možnost, da je Sičaja vseeno vknjižil to prvo rundo v svojo korist. Ozilderim težave ima zapreti distanco. Ja, mislim, da ima tudi prednost v dosegu Sičaja. Ja, absolutno. Kljub temu, da je samo 2... dobro iz obrata sedaj. Vrteči komovec. Zadeva, mislim, da je Ozilderim malce ranjen, tudi poskus rušenja z velike razdalje, vse skupaj je obranil Sičaja. Sičaja je drugo rundo začel odlično. Odličen začetek te druge runde za hrvaškega borca. Ja, ampak nekaj globokih vdihov sedaj tudi pri Tirketu. Ja, ne vidi nič zaradi las. Drobec je bil to. Aša drobec. Tudi, ker je tako bolj intimno okolje, lahko rečemo, v Medulinu manjša dvorana, so se vsi gledalci temu nasmejali. In pa bučno navijanje, podpora domačega borca. Ja, Ozilderim celo začel hoditi naprej. Divji slog borjenja Sičaje in za takšen slog potrebuješ to neko določeno svežino. Težki udarci, vsak udarec je praktično na polno vržen. Takrat, ko zgrešiš, pa nasploh na te udarci veliko trošijo energije. Ja, ampak dejala sva, kdo bolj svež.
dejstvo je, da si Čaja trenutno bolj svež. Absolutno, ja, mislim, da se zelo, da se slabše premika z Ilderjem, kot pa na začetku. In težave ima zapreti distanco, ja, lep tudi ta prvi direkt, ko zamenja gard. Dobro gibanje glave, sedaj si Čaja. Ja, vkolikor bi sedaj z Ilderjem morda preselil borbo v parter, bi bil lahko v parterju bolj uspešen, kot pa v prvi rundi. Nekaj te svežine je si Čaja zgubil, lep. Nevarno. Underhook, desna roka, pod pazduho z Ilderjima ga je rešila pred tem rušenjem, po mojem mnenju. Pri tem pa ja, nevaren uppercut. Pretepačev z Ilderjem, željan borbe. Vendar, ja, preveč frontalno prihaja notri, brez gibanja glave. Ne, si Čaja se odlično giblja. Mislim, da je danes ravno zaradi gibanja bolj nevaren. In pa ja, ugiba, ves čas ugiba z Ilderjem. Lepo je napadal si Čaja, tako z rokama, nogama, komovci te prestreznik vstopje. S tem prvim direktom z Ilderjem. Dobro, sedaj mislim, da z jabom zadev z Ilderjem se omaknil tudi po tem poskusu krošeja si Čaja, sedaj front headlock za z Ilderjima, koleno v glavo. Ja, tu bi moral ga povleči na tla, bežati nazaj na In pa tudi si Čaja mora reagirati, sedaj ni v dobrem položaju. Ja, slišimo nasvete za z Ilderjima, naj udarja s koleni. Veš, kdo je trener Merta z Ilderjima? Peter Sobota. Res? Ja. Nisem opazil. Peter Sobota, dolgoletni član UFC-ja. Ja. Zadnja borba, če se ne motim, njegova UFC-ja je bila proti veškom Leonu Edwardsu. Res? Ja, če se ne motim. Soboto sem spoznal, odličen borec. Bil je tudi sedaj na VFC v Ljubljani, je imel 2 svoja borca. V kotu Maha. Maha in pa Istrefija. Sta oba ne, Istrefija. Istrefija je izgubil proti Delitku. Ja, Mah je oddelal odlično borbo proti Maha, res sem, pohvalil sem na koncu, zdi se mi, da je bil morda sem v tehničnem smislu najbolj podkovan borec celotnega eventa. Prepovedan udarec, ja, s kolenom v glavo, Čaja je imel roke na tleh, tako da je bil prepovedan udarec s kolenom v glavo. Ja, za Maha mi je povedal, ko je bilo jasno, da se bo boril proti Forsterju, se mi je javil Alen Čufurović, ki je treniral pred leti z njim in je dejal pač, da je to odličen borec, da ne glede na to, kaj piše skoraj mislim, da je imel 7-4 pred tole borbo, da je odličen borec, da je izjemno fizično močan in odličen rokoborec, kljub temu, da tega v prejšnjih borbah ni kazal. V tej borbi proti Davidu je pokazal, da je odličen rokoborec. Ne, oddelal je resnično, mislim, da je tehnično bil na tako visokem nivoju, da praktično vse skupaj izgledalo kot samo, bom rekel, malo bolj resen sparing, nič ne želim vzeti Davidu Forstru, vendar oddelal je, strategija je bila izjemna, uveljavil jo je, Mah je bil kar točko so vzeli z Ilderjem, to je pa lahko ključno v borbi, ki traja 3 runde. Sedaj za zmago praktično z Ilderjem potrebuje zaključek, kajti tole druge rundo je izgubil, najverjetneje oboje izgubil, če ne bo seveda nekaj naredil v tej minuti. 10-8, opa lep Sope, ta prestrezni komolec, odlično to dela si Čaja danes, je pa malenkost jezen. Nevarno izmenjava, oba dva sta zamaknila z desnicami. Močna brca po telesu z Ilderjima. Na čase dobivamo občutek, kot da se borba dogaja v Apexu, da ni gledalcev. Se spomniš takrat, ko smo slišali vsak udarec, ki je padel? Ja, je. Zvok je zelo podoben tistim dogodkom in lahko rečem, da so bili na nek način posebni ravno zaradi tega. Slišiš vsak komentar trenerja, kakšnega gledalca, s kakšno izjavo, ki te včasih nasmeji, pa tudi, se mi zdi, tudi borce bolj slišiš in pa vsak ta povezan udarec, premik brca, rušenje, ko padete v parter, enostavno v zvok ob temu udarcu ob sama tla. Bojan, kaj pa si ti slišal v kletki v Stožicah? Si slišal kaj? Ne, je bila borba, lahko rečem, kar zanimiva.
vidva, čeprav ja, no, vmes sem slišal, vmes v enem trenutku sem slišal, je bila ta borba v Stožicah je bila zame zelo, zelo posebna. Ne vem zakaj, vse je bilo drugače, vse nekako sem v globi doživljal čisto vse. Si se počutil kot da Jose Aldo v Rio? Verjetno podobno. Ja, res. In takrat moja prva reakcija, videl sem kar nekaj izjav za različne medije. Rekel, če bi bila to zadnja borba, bi bilo to, ker za mene resnično večja zadeva, kot je ta bila, ne obstaja. Enostavno polne Stožice, prisotnost vseh Ljubljančanov, Green Dragonsov, prenos na slovenski televiziji, vi sami ob kletki, vsi noro. Za mene je resnično bilo je sanjsko. Upam, da se naslednje leto ponovi. Fičo sprašuje, ali se je res Ivica Trušček boril z Islamom Makhačevom. Je se boril. In to v Dagestanu. Na odprtem. Ja, si gledal? Noro. Ivica je tako pogumen in oddelal je odlično. Fabian je na to dejal, on se je z Makhačevem boril tam, kamor jaz ne bi šel na kavo. Tako, ja. Ne, noro. Takrat ste bila na kardu, se mi zdi, dva Hrvata, tudi Anton Račić. Mislim, da je bil to isti dogodek. Anton Račić in pa Ivica Trušček. Bom pa preveril. Vem, da je tudi Anton Račić delal in v Dagestanu na odprtem tako eventu. Zdi se mi podoben. Če ima to čas... Bomo preverili, seveda. Opa, lepo rušenje zopet. Neuspešno, do single lega je prišel, lepa rotacija. Ne, si čaja, počasi. Čisto jasno. Ja, ščitnik za zobe je odletel iz ust. Zilder ima, sodnik je prekinil. Sičaja počasi postaja zelo nevaren borec. Te izkušnje počasi nabira in to se opazi tudi v vsemu, kar v kletki počne. Lahko rečem, da je zrel morda še za kakšnega, za nasprotnika še za kakšen nivo više. Danes o Zilderjem sploh ni slab nasprotnik, resnično željan borbe, niti v enem trenutku ni pokazal, da se je prenehal boriti, da je sprejel poraz, daleč od tega, enostavno zelo nevaren danes nasprotnik, ampak... Da bi se boril na istem dogodku, vsaj na share dolgu tega podatka ni. Si najdel prav ta dogodek? Ja, je bila, če se ne motim... Je bilo odprto? Ne vem, če je bilo odprto. Dogajalo se je v Sankt Petersburgu. Ja, ni bilo v Dagestanu. Potem pa, če se ti da, Anton Račić. Bom poiskal, seveda. Bila pa je to... Opa, lepo. Predzadnja oziroma, ja mislim celo predzadnja borba večera. V zadnji borbi večera je Vjačeslav Vasiljevski premagal Ramazana Emejeva. Tako, proti koncu je bilo, ker Isam je takrat že obetal veliko, ni bil v začetku svoje, bom rekel, neke poti. Že se je vedelo, da bo ta fant dosegel višave, katere je na koncu tudi dosegel. Ta prestrezni komolec danes lepo služi Sičaji, veliko ga je rešil iz, bom rekel, situacij, ko se je Zilderjem odločno premakne naprej, poveže serijo 2-3 udarcev. Ja, morda si Čaja prehitro začel z neko pasivno samim bežanjem. Mislim, da bo to ta dogodek Alijev Sports Complex, kjer se za M1 boril Anton Račić leta 2011. Takrat je izgubil proti Alekseju Nevzorovu, je pa na M1 tudi premagal Vugarja Bakšijeva in pa potem tudi še izgubil proti Damkovskemu in pa premagal Salmana Žamaldajeva. Kar nekakrat se je boril na M1 dogodkih Anton Račić. In mislim, da ga je to kar zgradilo. Včasih vidimo, nekdo ima ogromno borbo, ampak ko pogledaš, resnično, ko se malenkost posvetiš, pa pogledaš statistiko njegovih nasprotnikov, vidiš, da je to rekreativni nivo in to se pozna. Na koncu, ko pride pretežko preizkušnjo, se pozna, da se zlomi, da to ni tako, kot mora biti. Mislim, da je Antona točno to zgradilo za neko tako trdo, uspešno, zelo uspešno kariero v KSV-ju, kjer je nosil tudi naslov prvaka v bantamski kategoriji, če se ne motim. In pa... Ja, in tudi mislim, da... Koliko je obranil? Mislim, da je borec, ki največkrat je obranil šampionski pas. Bantamski kategorije. Največkrat izmed vseh mislim, da ima Phil de Vries v težki kategoriji tistih njegovih 150 obramb, šalim se, ampak jih ima že res dosti. Ima ogromno. Ja, pa tudi Halidov je dolgo časa držal pas.
Ja, kaj In pa zelo lahko brani ta pas Phil de Vries, praktično brez težav. Ja, se kar strinjam. Ja. Se strinjam. Daleč, na prvem mestu izzivalcev absolutno Darko Stošić, ampak v borbi proti de Vriesu sta se že borila, se spomniš? Ja, je bil zdominiran. Zdominiran, v 5. rundi ga je zaključil. Ukradel vse runde do takrat. Ja. Nikoli ni bil v težkem položaju, nikoli ni bil ogrožen. Prvak. Si predstavljaš situacijo, da Miran Fabijan premaga Darka Stošića in izkaja svega kliča Mirana Fabijana, da se mora boriti proti Philu de Vriesu? Ali če se želi boriti proti njemu? Ne vem, če se zavedate, Fabijan ni težkaš. Ne, Phil de Vries pa ima 120 kg. Ja, ampak vseeno, no, na hitro. Mislim, da mi nihče ne bo zameril, če nekako strokovno se opredelim, da ima zelo, zelo malo šans Miran Fabijan v Beogradu. Pa jih vseeno ima. Prej sva govorila nekako, verjameva oba, da od 10 borb najverjetneje kakšno zmaga, od 20 pa sigurno kakšno. Tako da, kaj če bomo gledali točno to borbo, kaj se zgodi potem? Ja, na glavo obrne celotni roster KSV in pa ja, mislim, da se pospne hitro do položaja, da sam izbira, kaj bo naprej. Mnogo vrat bo odprtih. Iskreno, iz srca mu želim, da mu to uspe. Anže Novak je dodal, da je Hrvat Anton Radman se boril na istem kardu. Kardu kot je Račić? Kot je delal Trušček. Ja. Ne, bila sta dva Hrvata. Bom preveril še enkrat. Koliko tega smo pregledali? V Anžeta seveda niti za sekundo ne dvomimo, kajti ima zmeraj točne podatke. Jaz sem iskal samo Račića na tistem dogodku, pa ga morda zato seveda nisem našel, ker ga ni bilo. Ja, v tem trenutku pa konec borbe. Konec borbe lahko rečem, da pa no, če tudi ne bi bilo... Anton Radman je premagal Aleksandra Butenka. Ja. Če tudi ne bi bilo tistega kazenskega odvzema točke, mislim, da Sečaj bi vseeno danes slavil, mislim, da mu zmaga ne more uiti. Ko pa bom prištejem še to izgubo kazenske točke, Zilderima, potem pa res ni dvoma, kdo je zmagovalec, tako še pred uradno razglasitvijo lahko rečem, da absolutno zmagovalec je Sečaja, domači borec. Zlatko pa je še dodal, da je Mahačev po tisti borbi odšel v UFC. And at the end of those three completed rounds of action, we go to your judges' scorecards, where we have a unanimous decision. All three judges in agreement with your winner. In the red corner, Ivan! Ja, Zilderim je začuden, ampak zmagovalec